se pogovarjala, kjer lik bomo vzela, ne? Vedela smo, da bomo napisala več pravljic, ne? Sem jaz rekla, lej, se bi lahko pisala v kakmo kamnu ali pa kaj. Pa je rekel Juri, ja, če bi lahko v kamnu, pa bi lahko drevesu tudi. In tu smo se pol odločila za drevo in sem jaz dala, jaz sem rekla vejevko, ne? Vejevko je bil prvi, ja. Ja, vejevko smo mislila vejevko, pa je pa Juri našel noter na internetu, da je cel kup nekih firm pa to. In pa smo se pogovarjali, ja, če ima drevo ima veje, ne, če je vijevko, lahko koreninko tudi, ne. Mora korenine se pomembne, ja. In tako je nastal tudi nekaj koreninka in to bomo zdaj še mislim, da jih bomo še kar nekaj napisala. Ker zelo zanimivo je bilo, ko smo bila povabljena v vrtec, glih v času žleda in sem bila prav presenečena. Ta prvo so otroci vprašali in to stari, kot so ti si stari 4 let, ne? Kjer? Prvič, ja, tisti so vprašali. Je bila mešana skupina. Mešana skupina, ja. Prvo, kar je bilo, so vprašali, kaj se dogaja s koreninkom, ker so vedeli, kako so veje polomljene, kaj se dogaja vse. In sem mogla do naslednjice in jim obljubila, da sem pol hiter pravljico napisala koreninko in žled in da so pol knjižice prebrale in tisto pravljico, da sem na tak prijazen način otrokom povedala, da določena drevesa bojo lahko rešili, ko bojo obrezali veje, pa gasilce sem zravno menila, ker se otrokom čudno zdela, ker naenkrat so zdaj gasilci rezali drevesa, pa mislim, da sem pravzaprav napisala, da ne skrbijo, da bojo te gasilci bo prišel, pa bo tam rešval zraven pa korinko, to ne tiste stvari, ker se je korinko to tudi ena veja odlomila, veš. Vidite, tudi s pomočjo pravljica, ko damo mesto, kateri gre gasilce. Ja. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. Ja, pa otroke zanima to, ne. Oni so, jaz sem bila prav presenečena, če bi bila jaz to vedela, jaz bi se bila pripravila, da bi že prišla s pravljico tja. In smo se pol kar nekaj časa pogovarjali o tem, ker so otroci takoj so rekli, kaj se dogaja s koreninkom. Se pravi, starši so bili takrat je bil res velik šok in za nas odrasle, ker nismo bili tega navajeni, to smo prvič zdaj doživeli, ne, da je tek pokalo in najbolj so še poslušali skrbi naše, ko smo se med seboj pogovarjali in otroci niso vedeli, kako se do tega opredeliti, ne, do tega žleda. No, bo to vsaj pripričan sem, da najprej nastane pravljica, kot zgodba, potem pa nastopi ilustracija, ne. In kot avtor teh ilustriranih slikica, ne takega koreninko to narisati in pa zajca z rdečim oblačilom. Kako je, Juri, ti, ko ti mama napiše zgodbo, da zajc kleza po planini, po drevesu? Kaj potem zdori? Ušiviš barvico, ali se z mamo še kaj pogajaš? Ja, prvo se zmenimo. V bistvu ona meni pove, kaj približno naj narišem, ne. Tek da, pol pa če bel list, pa si pač moraš predstavljati, kaj boš narisal. Pač največje domišljije, moraš se postaviti v vlogu otroka, ne. Da vidiš, kak bo otrok to dojemal te slikice, ne, glede na tekst pa to, ne. Avtorica je sama, Ljudojka je sama rekla, so otroci začeli se spraševati, kaj se bo s korinko tam dogajalo, ne. In ti si ga lepo narisal, objema, ker ne tako varnost daje, sporoča z brtimi ustami, ne, da njemu je eno življenje, res, da ima korenine in da bo živel, ne. In povej, kaj čutiš v roki, pa tako zadev narišeš? V bistvu, za otrok je kar preprosto risati, ne moram reči, da so manj zahtevni, ko pa malo večji otroci. Ja, ne res. Mama. Pri ne more biti res tek natančno, to pa potruce, pa vse se trudiš, pa to pa nekaj. Ja, meni se zdi, da moraš ta prvo moraš pa res čutiti, ne, kaj rišiš, ne, čutiti moraš. A veš, včasih jaz takoj vidim, če on me nekaj prinese dol, pa jaz rečem, si ti to prebral, a ti veš, za kaj se gre. Pa mu pa še skupaj beremo, ker Juri je dislektik, vse že prepovem, ne, in on težko bere, ne. In včasih pol mu jaz preberem in pol gre nazaj,